Dobrodošli v novem videu in v današnjem videu bi si rad pogledal dva earnings reporta, ki se mi zdita zelo pomembna za stock market in v bistvu zelo pomembna, ker nam povesta dosti v kakšnem stanju je trenutno ekonomija. No in sicer včeraj sta reportala earningse Walmart pa Home Depot in čeprav so to bolj taka stocksa, ki mogoče nisem bili ful zainteresiran v njih kakor investicijo, ker so mogoče malo bolj taki boring stocksi, ne grovajo preveč. No ja, ampak se mi zdita pomembna prvo Walmart, zato da nam pove, v kakšnem stanju je v bistvu potrošnik, koliko imajo denarja, koliko zapravljajo. Home Depot pa v bistvu nasplošno, no, tako za ekonomijo nam dosti veliko pove, zato ker nam pač pove, koliko ljudje v bistvu zapravljajo na svojih hišah. Tako da gremo v bistvu si kar pogledat. Najprej bomo pogledali Home Depot. Zdaj, če slučajno kdo ne ve, Home Depot sem tukaj označil, to je v bistvu največja trgovina v bistvu za renovacije doma, v bistvu vse te pripomočke, materiale, karkoli, če hočete prenoviti svoj dom, je v bistvu v Home Depotu, se pravi v Ameriki, ja, itak. No, in Home Depot je reportil 35,8 milijarde revenue, kar je bil manjši miss proti 35,97 expected in pa $3,3 EPS-a, kar je isto misel expectationse na 3,28. In to je bil v bistvu prvi miss, kar se tiče revenue pri Home Depotu od leta 2019. Se pravi, nam v bistvu pove zdaj, da ta housing market se malo ohlaja. Glede na to, mislim, v bistvu vidite, koliko je bil zdaj hot v zadnjih letih, če je bil to prvi miss v bistvu od 2009. Ok, ampak če si malo pogledamo v bistvu, kaj pomenijo tele številke, se pravi, revenue je bil up 0,3% od prejšnjega, mislim, od istega četrtletja eno leto prej. Zdaj, to je že tako ni velika številka, ne? Pač basically je bil revenue skoraj flat, ampak vi morate v bistvu tukaj upoštevati še inflacijo in v bistvu, ko tukaj vzamete inflacijo tam 7%, v bistvu pridemo do tega, da je folk najverjetneje manj kupoval. Tudi če pogledamo comparable sales, so bili down 0,3%, in isto v Ameriki za enako 0,3%. Tako da ja, v bistvu ljudje so že začeli manj kupovati. Sploh zdaj, v bistvu, če si pogledamo, year over year je bil sicer revenue up 4,1%, ampak to nam v bistvu še bolj pove, koliko se zdaj zadnje čase pospešuje ta housing kriza v Ameriki, glede na to, da četrtletje 2022 je bil revenue up samo 0,3%. Ja. Če si pogledamo v bistvu kar malo Home Depot valuation, se meni zdi stock dosti expensive, se pravi, EPS za celo leto je bil 16,69, medtem ko Home Depot je trenutno na okoli $295 in to je po temu, ki je dropal včeraj po teh earningsih okoli 7%. V bistvu, če sam naredimo en hiter račun, se pravi 295 deljeno z 16,7. Home Depot ima 17,66 PE, kar je za taka podjetja v bistvu kar veliko, se mi zdi, no. Glede na to, recimo, salesi so jim growali v zadnjem letu 4,1%, to je PEG ratio v bistvu več kot 4, kar se meni zdi dosti expensive za Home Depot, ampak to smo v bistvu videli, ta trend malo večjih PE-ov, zdaj sploh pri Dow stocksih v zadnjem letu in so v bistvu tudi boljš performale kakor S&P pa Nasdaq lani, zato ker
v teh časih uncertaintyja v bistvu veliko investorjev da svoj denar rajš v te safe stockse in pol vidimo tudi, da pač ponovadi outperformajo. Ampak če mene vprašate, zdaj najverjetneje v naslednjem letu, mogoče 2 letih, bo Nasdaq dosti outperformu dal, recimo. Home Depot je pač tretji največji weight v DAV-u ima Home Depot, tako da zato tukaj govorim o tem. Če si pogledamo, povedali so še, da bojo zdaj v prihodnjem letu v bistvu dodatno investirali 1 milijardo v bistvu v plače svojih zaposlenih. To se meni ne zdi glih pametno, zato ker jim bo še več, bolj jim bo znižal marginse, kar probably Wall Street noče glih zdaj videti. Tako da pogledamo še, zvišali so dividende, kar se meni zdi v redu, zato ker si jo lahko privoščijo. Kar se pa tiče guidancea, v bistvu zaradi tega je stock toliko dropov včeraj, po mojem mnenju. Se pravijo, da bo revenue basically flat v letu 2022. No, operating margin pravijo, da se bo zmanjšal na 14,5%. Zdaj trenutno, v bistvu v tem kvartalju je bil 33,3%. Tako da ta operating margin je direktno rezultat v bistvu tega 1 milijarde dodatka za pač plače. Tako da, tax rate, nima veze. Diluted earnings per share, pravijo, da bo declinal mid-single digits. Zdaj, če jim bo že pri flat revenue v bistvu se jim zmanjšali earningsi, v bistvu mene skrbi za Home Depot, da se jim bo tudi revenue zmanjšal. No. Zdaj v naslednjem letu, v bistvu, če pogledamo malo pričakovanja za housing market, so dosti slaba, vsaj za to leto 2023. Tako da se mi zdi, da je čisto možno, da Home Depot tudi revenue v bistvu dropa, no, in vprašanje, kaj se bo pa šele zgodilo z earningsi. Kaj še kaj zanimivega? Drugače Home Depot ima ful dobre marginse. Mislim, da ena izmed boljših od teh retail trgovin, če si pogledamo, cost of sales so za Home Depot samo 67%, kar je pač res dobro za retail trgovino. Tudi njihov net margin je 10%, tako da tega nate probably skoraj nikjer videli. No. Če pogledamo v bistvu še pol malo, kaj so rekli na earnings callu, pravijo v bistvu, da so se salesi zmanjšali zaradi tega, ker je lumber oziroma les. Če ne veste, lumber je v bistvu dropil od highsov že ne vem koliko, 80%, vem, da je to year over year v bistvu dan že 50% ali še več. Rekli so, da so pač med časom covida videli, da je folk veliko več kupoval guse, veliko več so pač tudi prenavljali svoje hiše, zato ker itak ni bilo nič drugega za delati. In zdaj zadnje 2 leti v bistvu videvajo ta shift nazaj k servisom, se pravi, da folk več denarja zapravlja na servisih. So pa v bistvu povedali nekaj, kar se meni zdi dosti zanimiv, da kljub temu, da zna biti housing sektor dosti weak zdaj naslednjo leto, to je zaradi interest rateov, ker bojo pač pa tudi pač krediti bojo imeli večje obresti, manj folka bo kupovalo hiše. No, oni pravijo, da lih med tem časom v bistvu več folka pol prenavlja svoje hiše, če si ne bojo kupili v bistvu nove, da se pol odločijo samo za prenovo svoje hiše. Zdaj to se mi je zelo zanimivo, ampak meni se še vedno zdi, da pri Home Depotu je revenue še vedno bolj odvisen od pač novih hiš, da bojo te najverjetneje več zapravili. Tako da v bistvu to je to za Home Depot, no. Če si pogledamo zdaj še Walmart earnings report,
Walmart je reportil revenue 164 milijonov proti 159,7 expected, kar je up 7,3% od istega četrtletja eno leto prej, kar je zelo dobro. Pač tak growth pri Walmartu je dosti velik, no. Kaj je to? Tudi US comp sales so growali 8,3%. EPS je prišel na $1,71 proti 1,51 expected, tako da double beat na Walmartu. No, ampak Walmart je bil v bistvu včeraj down pre-market, pol je bil, mislim pa na začetku marketa, pol je bil sicer na koncu zaključil flat, ampak kar je skrbeli investorje, je v bistvu njihov guidance za naprej. Sploh tale Walmart US comp sales pričakujejo v tem letu, pričakujejo povečanje med 2 pa 2,5%, tukaj so analisti pričakovali 3%, no, tako da edin to. Zdaj, če si še pri Walmartu pogledamo, isto v bistvu me je presenetilo, sploh nimajo toliko slabih marginsov, malo slabše kot Home Depot, ampak Walmart ima cost of sales isto 77%, kar je dobro za retail store. Če si pogledate recimo kakšen Amazon, so te številke ful slabše. In pa v bistvu net income 3,85%, kar, kot sem rekel, je slabše kot Home Depot, ampak to so še vedno ful dobre cifre. Če pogledamo malo, kaj so rekli na earnings callu, pravijo, da v bistvu consumerji vse manj kupujejo discretionary itemse, se pravi, to so taki itemsi, ki jih v bistvu folk ne rab, če lahko tako rečem. In da v bistvu ta shift se je zgodil zato, ker pač hrana je toliko ratala draga, bolj, da si basically ne morejo več toliko privoščiti takih stvari, no. Pravijo, da tudi zaradi višjih cen, mislim zaradi inflacije, ne, vse je dražji, so zdaj tudi v Walmartu, ki je sicer je Walmart v Ameriki bolj kakor lower income trgovina, se pravi, imate v bistvu nek Walmart, v Walmartu ponovadi kupujejo ljudje, ki imajo malo manjši income v primerjavi z recimo nekim Targetom, ki je pa bolj za high income ljudi ponovadi. No, pravijo, da v bistvu videvajo zdaj tudi ta shift, da so tudi ljudje z večjimi incomi začeli več kupovati v Walmartu, kar je v bistvu dobro za Walmarta, ne, pa mogoče slabo za kakšne bolj tiste malo dražje trgovine. Rekli so tudi, da je consumer oziroma potrošnik še vedno pod pritiskom zaradi teh višjih cen in da imajo tudi vse manj savingsov, tako da so bili tudi zaradi tega malo bolj previdni pri njihovem outlooku, zato pač je mislil expectationse. In pa, kar je še mogoče pomembno, Walmart je dvignil dividende, sicer mislim, da za 1 cent, no. Ampak, ja, v bistvu to je bilo to, no. Consumer izgleda še vedno strong tukaj pri Walmartu. V bistvu tudi ta zadnji retail salesi so nam pokazali, da consumeri še vedno kar veliko zapravljajo. Zdaj, kar se pa tiče housing marketa za Home Depot, moram reči, da sem kar bearish, zdaj sploh za leto 2023. In Home Depot ali pa v bistvu, če nočete lih Home Depot, mogoče celoten Dow 30, se mi zdi mogoče za to leto dober hedge, no. Tako da, to je bilo v bistvu to za ta video, no. Upam, da vam je bil všeč. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.